18. usporedni. Ja, naši naslednji gosti, pa ne bomo tako kot Rollingi rekli, naj se spelje z oblaka, ki je pa zelo iskreno dobrodošlico in bom zaželel na naš oblak. Živjo, Mojca Širok. Živjo. Zdravo, Mojca, začeti morava, hočeš nočeš kar z etno, ne? Ampak žal ne z etnologijo, ampak z ognjenikom etno iznad mesta Katanje. Menda je kar hudo, še posebej ravno zdaj, ko je največ turistov, ne? Tudi slovenskih tam ne manjka. Ja, verjamem, da si niso želeli takih sicilijanskih počitnic. Zdaj po zadnjih informacijah seveda je tudi ta let, no, iz recimo Slovenije najbližjega letališča, odkoder letijo letala v Katanjo, se pravi tržaško letališče, ta let danes je bil odpovedan, se pravi prihod, letalo bi moralo pristati v Trstu nekaj po 10. uri, seveda je bilo odpovedano in zato tudi nazaj na Sicilijo tega letala ne bo in tisti, ki so če računali na ta let, je vprašanje, kako se zdaj v tem trenutku znajdejo na letališču Fontana Rossa v Katani. Po zadnjih informacijah je tam še približno 300 ljudi, ki so obtičali. Ne, bilo jih je 1000 v zadnjih dneh, odkar je letališče zaprto. Zdaj upravljalec letališča pravi, da je to najhujša kriza v letalskem prometu zaradi izbruha etne v zadnjih 20 letih, ampak že to ti pove, ne? Etna je najaktivnejši evropski ognjenik in to se seveda dogaja nepredvideno že na stotine let, ne? Kaj šele zadnjih 20 oziroma 30, kar obstaja to letališče. In še vedno niso bili recimo upravljavci sposobni vsem tem času sprejeti nekih alternativnih ukrepov za takšno situacijo, krizno situacijo, kot je trenutna, da bi pač olajšali življenje tem ljudem, ne? Potem, ko jim odpovedujejo lete. Približno 36% jih je bilo odpovedanih, ostale preusmerjajo na letališča v Palermo, Trapani, Comiso ali celo v Lamezio Terme v Kalabrijo. Ampak to za ljudi seveda pomeni velik problem, kako priti na ta letališča, ker seveda potem razmere in njihovo stisko izkoriščajo vsi po vrsti. Od taksistov, ki računajo do 400 evrov, recimo za prevoz v mesto, kjer je potem treba čakati na, ne vem, menda so vozovnice za Flixbus, kamorkoli že totalno razprodane, prav tako vlak, mimogrede, na Siciliji ni hitrih vlakov, ker niso nikoli za to prilagodili tirov, tako da imaš Intercity vlak, ki je počasnejši in seveda tudi ne, težave, da prideš na železniško postajo z letališča in tako naprej. Skratka, kot če bi nas presenetil Božič, a ne? Cele kolobosje za zadevo, ki je absolutno predvidljiva. Zdaj pa ne vem, no, mislim pravijo, no, najnovejša informacija je, da bo letališče zaprto najmanj do 2. ure zjutraj jutri. Se pravi, jutri je Ferragosto, veš, ne. Ja. Eden največjih krščanskih praznikov, hkrati pa v bistvu selitve narodov, ne, v počitniški Italiji. Ne bo prav veselo. Nekaterim ne bo lepo letos. Ja, sej, da mora biti stvar, zadeva res huda s tem ognjeniškim pepelom, ne, celo z Malte menda odpovedujejo lete. Ampak Mojca, zdaj pa izbruh druge sorte, namreč odmeva kar iz Severne Afrike, ta izbruh zadeva vso Evropsko unijo, še posebej šengenske države, kjer smo tudi mi, ne. Italija sicer izmed vseh članic unije še najbolje ve, kako je z občasnimi valovi beguncev, kljub temu pa je prav premierka Meloni najostreje zažugala Španiji ob nedavnem navalu na Ceuto. Tudi z izključitvijo iz šengenskega sistema. Verjetno tudi malo že zmislijo na volitve prihodnjo pomlad. Ja, lej, po mojem skromnem mnenju in analitični oceni ne malo, ampak kar zelo veliko, ne. V bistvu je pa to zgodba, ki jo Slovenci doživljamo že kar nekaj časa, ne, to, kar je zdaj Italija zakuhala Španiji, namreč ta uvedba novega začasnega nadzora na meji. Slovenijo ga ima Italija že od oktobra 2023, razlog zelo podoben, varnostni razlogi, preprečevanje nezakonitih migracij. In seveda ga podaljšuje vsakih 6 mesecev, ne, ker to uvedbo ponovnega nadzora na meji mora seveda odobriti Bruselj, Evropska unija, vsaka država si pač članica unije, si tega ne more kar tako izmisliti
ampak mora dati pač to, mora utemeljiti in te razloge seveda preverjajo v Bruslju. In Slovenijo pač ta začasni nadzor podaljšuje že od oktobra 2023 in mislim, da je premierka Meloni se kar uštela, ker verjetno ni pričakovala, da se bo Španija odzvala na tak način, kot se je, in se pravi s popolnoma enakim protiukrepom. In če že govoriva o dopustih, in o Fontana Rossi v Kataniji, Siciliji, Ferragostu in tako naprej, Španija je za številne Italijane, še posebej mlade, izjemno priljubljena turistična destinacija in zdaj seveda, če tudi je ta nadzor, kot vemo, Italija nima meje Španijo fizične in ta nadzor seveda lahko uvaja samo na letališčih v Italiji, ga bo tudi Španija zdaj uvajala na svojih letališčih. In zdaj seveda, če si ti mlad in prideš, ne vem, na 3-dnevni dopust na Formentero, na Ibizo, v Barcelono in te tam doleti, da te pač ustavijo, ker ta nadzor ni sistematičen, ampak naključen, verjetno nisi preveč zadovoljen. In če veš, da ti je to zakuhala vlada, tudi nekako boš verjetno, če boš šel na volitve, na to tudi pomislil. In to odgovor na tvoje vprašanje, da definitivno je premierka Meloni to impulzivno reakcijo ob teh v bistvu strahotnih slikah, ki smo jih videli, dobivali te podobe ljudi, ki plavajo v Ceuto in potem se dobesedno plazijo iz morja po skalah na varno, izkoristila za svoje domače potrebe. Namreč z desnega boka jo doma napada nekdanji general Vannači, ki je ustanovil novo desničarsko stranko, s katero premierki očita, da se je na oblasti pomehkužila in ji po javnomnenjskih javnomnenjskih anketah kar zajetno odjeda podporo. No, ampak če mene vprašaš, je pri vsem skupaj najbolj žalostno to, da za razliko od Španije, kot si omenila, mi nikakor ne uporabimo recipročnosti na mejah, pa bi bilo verjetno precej hitreje in bolje tudi za nas. Ampak zdaj boš pa malo vatikanska dopisnica in tam imajo še vedno težave z domnevnim spolnim predatorjem Patrom Rupnikom. Res me zanima preprosto vprašanje, ali bo ta razvpiti pater sploh kdaj uradno razglašen za predatorja, ne samo kot domnevnega. Ne, po kazenskem pravu, civilnem, ne, seveda ne, ker kolikor je meni znano, tudi ne obstaja nobena kazenska prijava, morala bi to sicer preveriti, ampak zelo verjetno je, da so tudi ta dejanja, ki so mu očitana vsaj tiste začetkih 90-ih let, morda že zastarala. Marka Rupnika lahko doletijo samo kanonsko pravne posledice. In pač najhujša je ta, da ga odpustijo iz duhovniškega stanu. Se pravi, da ne bo smel več opravljati duhovniškega poklica. Nominalno bo še duhovnik, ker to je neka druga teološka razlaga, da ne bo preveč komplicirala, ampak pač duhovniških opravil ne bo smel več opravljati in to je v bistvu najhujša kazen, ki ga lahko doleti po tem postopku, ki v Vatikanu poteka po kanonskem pravu, za strogo zaprtimi vrati in mi nimamo absolutno nobene informacije, kaj sploh preiskujejo. Svet zase. Popolno, pazi, niti te žrtve, ki so prek svoje odvetnice pisale, dikasterijo se danes imenuje, včasih so bile to kongregacije, dikasterijo za naukvirje, kjer poteka ta postopek, niso dobile nobenega odgovora. Mi ne vemo, kaj tam sploh delajo. Vemo samo, da so oblikovali sodišče, da ima 5 članov, a ne vemo, kdo so in kot rečeno, ne vemo sploh, kaj mu očitajo in kaj preiskujejo. Tako da je ta zadeva, kot si rekel, v bistvu, kako rečemo Slovenci, vroč kostanj. V rokah papeža Leona in seveda celotne vatikanske administracije. Če malo naveževa, sicer malo preko vinka, ampak zdaj papež Leon XIV. Se bo med obiskom Francije ukvarjal s fizičnim prekrivanjem Rupnikovih mozaikov, bo pa najprej menda obiskal Pariz in potem načrtujejo še Lourdes. Ob tem pa vemo, da se namerava srečati še z žrtvami pedofilskih duhovnikov. Tako, to papež vedno, pač to je zasebno srečanje, tukaj ni nobenih, mediji nismo prisotni, tudi mislim nikoli ne objavijo fotografije ali karkoli, če želi kdo od teh ljudi, ki se s papežem
srečajo o tem govoriti, to pač potem storijo, ampak v bistvu na nek način zelo redko. Ne. To je pač uvedel tudi številni drugi papeži, torej številni pač se jih je koliko, 4, odkar so ti škandali pač prišli na dan oziroma njihova razsežnost. Ne škandali sami glede zlorab, ampak predvsem škandal zaradi prikrivanja, dolgoletnega, sistematičnega in geografsko razširjenega prikrivanja zlorab pedofilskih duhovnikov, se srečajo ponavadi med obiski v posamičnih državah tudi z žrtvami oziroma predstavniki združenj, ki povezujejo te žrtve pedofilskih duhovnikov. In papež Leon XIV je to storil v Španiji, kjer je bil nedavno, in v Vatikanu so uradno napovedali, da se bo tudi v Franciji srečal z žrtvami zlorab duhovščine. Ker bo pa seveda šel v Lourdes, in to si verjetno tudi namigoval, tam ne bo mogel občudovati mozaikov Marka Rupnika, ker jih bodo v notranjosti prikrili, tiste, ki krasijo zunanjost bazilike in so seveda arhitekturni del te zgradbe, so pa prikrili že marca lani. No, ampak mislim, da si mi omenila, če sem te prav razumel, da je prav lurdski nadškof, eden najhujših nasprotnikov in najbolj zavzet za prikritje Rupnikovih mozaikov, menda je ustanovil celo neko komisijo posebno, ali kako že gre. Ja, mislim, zdaj nasprotnik ali kakorkoli, mislim, veš, jaz bi uporabljala izraz dovzetan za to vprašanje, Naprimer v Fatimi so se odločili nasprotno. Vemo, da sta obe romarski središči izjemno priljubljeni med katoliškimi verniki. In pač ta lurški nadškof je že leta 2024, čim so se pojavila pač vprašanja in dvomi, ali je smiselno, da se ti mozaiki razkazujejo na tako za vernike svetih krajih, kamor ljudje prihajajo, ker iščejo uteho, želijo si lajšati bolečine, fizične, psihične. In je potem ustanovil to posebno komisijo, ki so jo sestavljali tudi predstavniki pač seveda žrtev zlorab, politični predstavniki občine, škofije. In ta komisija je potem odločila, da naj se ti mozaiki na pročelju bazilike zakrijejo. Glede tega, ali naj jih odstranijo, se pravi dobesedno, s čim se to dela, z dletom in kladivom, razpraskajo dol s fasade, tukaj si pa niso bili edini, niso dosegli soglasja, tako da o tem vprašanju za zdaj nihče ne razpravlja, ker to je dejansko res v bistvu, težko vprašanje. Mislim, da je okoli 200 cerkva po vsem svetu, od majhnih do zelo, zelo pomembnih, naprimer Aparecida v Braziliji, ki jih krasijo Rupnikovi mozaiki. In seveda to je tudi veliko stalo, po mojem, tiste župnije, skupnosti, škofije, ki so se odločile, da mu naročijo to delo. Tako da je to zelo, zelo kočljivo vprašanje, kaj se bo s temi mozaiki oziroma temi deli zgodilo v prihodnosti. Kakorkoli, v Lourdu so se pač odločili, da jih prikrijejo. Ali jih bodo tudi odstranili, pa za zdaj ni znano. Morda bi pa lahko lurdskemu nadškofu poleg dovzetnosti pripisala še pravičnost, recimo. Najlepša hvala, Mojca Širok, in se slišimo ob prihodnji priliki. V malo manj vročih razmerah. Reciva. Ognjeniških in drugače. Tako je. Hvala ti, Žuja. Hvala tebi, lep pozdrav Slovenijo.